Pozdravljeni mrtvi domobranci in vsi tukaj zbrani. Vesel sem in žalosten obenem, ko stojim danes na kraju, kjer se je dogajalo nekaj, kar se med ljudmi ne bi smelo. Mesec dni po koncu druge svetovne vojne so brez vsake sodbe zmetali v jame na tisoče mladih življenj. Ta zločin je bil tolikšen, da ga je težko odpustiti, še toliko težje pa pozabiti. Kaj vse se je dogajalo na tem kraju, ve samo Bog, redki preživeli in morilci, ti pa nočejo govoriti. Tudi jaz sem bil žrtev, vse do jame in v jami sami. Zato vem, kako smo izmučeni in ponižani padali vanjo. Samo nekaterim od tisočev je bilo dano, da smo se rešili. Zakaj? O tem se sprašujemo mi sami še danes. Bog je hotel priče, da povemo, kaj se je delalo v tistih za nas tako strašnih in težkih dneh. Sprašujem tiste, ki so za to odgovorni, zakaj nas niste kar pobili? Zakaj ste nas še mučili in poniževali? Pred smrtjo nam niste dali niti požirka vode, slekli ste nas do golega in mnoge še žive zmetali v brezna. Ali se niste nad nami maščevali in izživljali do skrajnih meja? Zato sem danes tu in govorim. Ne, da se maščujem, temveč ker sem dolžan, da povem, kako je leta 1945 umirala domobranska vojska. Izpolniti hočem in moram obljubo, ki smo si jo dali domobranci drug drugemu na poti do jame ali v jami sami. Kdorkoli od nas ostane živ in se reši, naj priča, kako in zakaj smo umirali. Pa tudi pove, kdo so bili naši morilci. To obljubo, ki sem jo umirajočim dal tudi jaz, sem izpolnjeval vedno in povsod, kjer mi je bilo dano. Zato sem srečen, da to lahko storim danes, prav na kraju, kjer ste umirali vi, moji soborci. Umirali ste s temi besedami: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ponosen sem, da sem bil domobranec. Nasvidenje nad zvezdami. Raje umrjem, kot da bi bil eden od njih. Umirali so z odpuščanjem, ker niso hoteli umreti s sovraštvom v srcih, ker so prepustili Bogu, da sodi. Tudi mi preživeli lahko rečemo, Bog naj sodi. In sodil bo, ker ta zločin, storjen na tako zverinski način, mora biti obsojen in vsi, ki so sodelovali, morajo zanj odgovarjati. Ne zaradi maščevanja, temveč zaradi zgodovine, da bo pravična in jasna našim potomcem. Rad bi se spomnil še mater domobrancev. Morda je katera še celo danes med nami. Koliko ste pretrpeli, ko ste zvedeli za smrt svojih sinov? Enega, dveh, treh in več, pa niste smeli za njimi javno žalovati. Trpeli ste tiho in molili. Spominjam se svoje matere, kako mi je bila vesela, ko sem ranjen, pretepen, žejen, lačen in nag po dvodnevnem tovanju našel domov, kjer me je sprejela, zdravila, tolažila in me bodrila.
Verujem pa tudi, da ste me pobiti domobranci, ki ste bili takrat že pri Bogu, vodili, varovali in mi dajali moči, da sem srečno prestal vse preizkušnje. Dragi soborci, danes stojim ob vašem grobu in izpolnjujem obljubo, ki smo si jo dali v jami. Molim za vas, v težavah in stiskah pa se zatekam k vam in sem vselej uslišan. Moja največja želja je bila, da sem še enkrat v vaši bližini in danes sem tukaj z vami. Zato sem srečen in pomirjen. Komunizem se je zrušil. Govorimo o odpuščanju in spravi. Še vedno pa se izogibamo imena domobranci. Kaj ni bilo dovolj, da smo bili pozabljeni in osovraženi pol stoletja? Če smo res v demokraciji, potem jih sprejmimo take, kakršni so bili. Saj so za domovino žrtvovali vse, tudi svoja mlada življenja. Bog, narod, domovina. V Boga smo verovali, narod smo ljubili, za domovino smo se borili in umirali. Počivajte v miru, v tem gozdu junakov in še enkrat, kot takrat, nasvidenje nad zvezdami. Slava vam, soborci, domobranci.